Prej že nekoliko v skrbeh, ko je bilo nekako napovedano, da bo mogoče našla rešitve, kako bi se knjige spet začele prodajati. V tem nisem povsem prepričan, če kdo kakšne rešitve tukaj ima. Tukaj mislim, da je v tej sobi veliko ljudi, ki so jih pripravljeni bogato poplačati, predstavnikov različnih založb, vključno za založbo te fakultete, ki najbrž tudi deli podobne težave. Zdaj, najbrž bi bilo uvodoma fino reči, da je ta knjiga zelo dober reševalc, dobra pot za reševanje problemov, vsaj v tem, da jih začnemo prepoznavati. Kadar problem prepoznamo, ga običajno na pol že rešimo. K laskavim besedam o Samotovih bralnih kondicij bi se lahko pridružil. Jaz ponavadi, ko me ljudje sprašujejo, če poznam koga, ki veliko bere, navedem 3 ljudi, sebe skromno spustim, navedem pa 3 druge, en med njimi Matej Škola, se pravi tako zaposlen na naši fakulteti, drugi Matej Bogataj ni zaposlen sicer nikjer, ampak veliko prebere, samo je pa zelo zaposlen in hkrati zelo veliko prebere, ni skratka tako kot jaz in Matejš zaposlen za to, da bere, ampak mu je to mogoče od vseh naštetih najbolj hobi. Ampak zdaj, ko smo ga malo pohvalili, lahko damo tudi malo preizkušnje. Takoj za začetek sem mu napovedal izzivano vprašanje in to je res pravzaprav me zelo zanima. Bilo je že rečeno, da je samo tipični primerek sodobnega, tazga, bi se reklo, by the book, torej po opisu pravega založniškega profila s svojimi številnimi znanji, ampak vseeno, začel si z študijem diploma iz farmacije. Farmacija bo zelo za eksaktno vedo, točno se ve, kakšne sestavine, da dobimo kakšno zadevo. Potem si nadaljeval magisterij iz ekonomije. Ekonomijo smo do nedavnega imeli za zelo eksaktno vedo, od zdaj naprej tega zaupanja nekako to nimamo več. In potem doktorat iz založniških študij. Ta veda se pa šele poskuša zdaj vzpostaviti kot nekaj eksaktnega, nekaj, kar tudi lahko pove. A se ne zdi ti, da se ti ta tla pod nogami s tem zmeri bolj izmikajo? Hvala najprej Jolandu in Filozofski fakulteti za organizacijo tega dogodka. To je recimo tudi nekaj besed, da lahko razmislimo odgovor. V principu bi pa rekel tako, jaz sem v srednjo šolo hodil nekje 80-ih, takrat je bilo naravoslovje zelo cenjeno. Tako pa nas recimo tudi v družini, pa tudi recimo na srednji šoli je bilo nekako avtomatično potem. Jaz sem hodil na Bežigrad na naravoslovno-matematičnem smer in bilo nekako logično, da potem nadaljuješ na neki naravoslovni smer. Sicer učiteljica slovenščine mi je za zadnjem spisu, ko je bilo nekje treba pisati v sodobnem evropskem romanu, mi je dala za poslovilno oceno, mi je dala 5, kar je bilo recimo dosta redko v tistih časih. In je rekla, da bi jaz imel po njenem neke talente tudi za takele, rečemo, manj egzaktne poklice. Ampak takrat je bilo pač to nekje že v neki takratni življenjski poti začrtan, da grem na nek naravoslovni študij, ki je bil že sam po sebi neka mešanca po eni strani kemije, po drugi strani pa medicine. Nekaj let sem pač preživel potem tudi v poklicnem smislu, na farmaciji oziroma pač potem tudi na nekih poslovnih funkcijah znotraj Leka. Ampak me je pa jasno že tudi v času študija, me je malo začel vleči proti nekemu, rečemo, bolj kreativnemu ali pa ustvarjalnemu delu. Na eni strani od kreativnega pisanja, na drugi strani film kot tak. In potem je bilo jasno samo posledica nekih situacij v življenju, da se mi je ta življenjska pot počasi začela zaobračati. Recimo, ko sem začel na podiplomskem študiju študirati, sem v bistvu na začetku vpisal 2 magisterija. In sicer farmacijo in ekonomijo. Pa je potem ta farmacija počasno nekako odpadla in ostala ekonomija, ampak že tudi po ekonomiji kot taki mene je kot ta prav egzaktna ali mikro ali pa makroekonomija, mislim, ne bova smolil, kaj to je, kaj je eno, kaj je drugo, ni niti toliko zanimala. Jaz sem se recimo že po magisteriju odločil za evropsko filmsko industrijo kot tako in potem, ko sem to tezo oddal in je bila tudi nekako potrjena strani komisije, je recimo predsednik komisije rekel, da ko je pač imel neko vodni nagovor, pa mojemu zagovor rekel tako, da
to dejansko ni bil recimo klasični ekonomski ali pa ni klasični ekonomski magisterij. Ne? Da na prvi strani pa na drugi še govorimo o pač te ekonomski teoriji in o tem, kaj ni bila tema, potem me odnese v film, ne, in me čez 150 strani pa nese potem nazaj, ne, po zaključkih. Tako da ta neka, recimo, pot, ki ga izmer bolj pri literaturi, pač je zgleda nekako neizpodbitno povezana z mojimi osebnimi interesi in bomo videli, kaj bo prenesla prihodnost. Ne? Zdaj, iz osebne zgodovine, mogoče gremo v založniško zgodovino, to je tudi začetek prvi del tvoje knjige. Ne? V začetku knjige samo analizira dogajanje v slovenskem založništvu in nekako, da boste to seveda sami prebrali, potem, ko se boste knjigo kupili malce bolj natančno, ampak nekako analizira kot veliko prelomno točko leta 2012. Ne? Zdaj, na pamet rečeno, ne, zdaj vsi se spominjamo, da je bilo to res neko zelo težko leto, da začeli se je takrat nastop Janševe vlade, tako je padel ta zloglasni ZUJF, ki nas še zdaj, tako tiste, ki se želijo zaposliti na faksu, pa to ne morejo, kot tiste, ki se želijo, da bi se še kdo zaposlil na fakulteti in jih malce razbremenil in tako dalje, da ne gremo do paradoksov, da je v Sloveniji trenutno 400 nezaposlenih zdravnikov, rabimo pa 400 zdravnikov, da se s tem ne sesuje in podobnih. Ne. Skratka, tukaj je nekako nastala tudi ena taka atmosfera, ki je potegnila neke te svoje rezultate. Zdaj, ali se ti zdi, kot človeku z ekonomskim znanjem in kot človeku, ki upravlja tudi seveda svoje lastno podjetje, ki deluje na več področjih, ne samo založniško, da je mogoče ta kriza bila celo bolj napihnjena, kot bi bilo treba. Da je nekako sproizvajala se ena taka inercija, ena taka fikcija varčevanja, ki je potem z nekaj zamika najbolj vplivala tudi na kupce. Sam ugotavljaš, da seveda kupec ni niti nujno, da res nima denarja več za knjigo, ampak začne gledati, zakaj bi jo pa kupil, če se jo lahko sposodim v knjižnici. Varčevalno previdnost zraven s tem, če temu tako rečem. Ja, ta splošen občutek neke zanesljivosti v družbi sigurno vpliva potem na vse odločitve v zvezi z trošenjem denarja. Recimo, da je kriza bila napihnjena, recimo jaz gledam tako, naše podjetje, ki je pač manj del trgovske dejavnosti in v bistvu je usmerjeno praktično na celotno Slovenijo, je največji padec sicer jasno beležilo prav to leto 2008-2009. Tam je naš promet recimo padel približno za tretjino. Smo pa dejansko bili dosti vezani na to, kako podjetja oglašujejo in so v tem času zelo zmanjšali oglaševanja. Zdaj, ti potem nadaljni paci so pa dejstvo to, da je pač jasno ta splošna politična ali pa družbeno-politična klima, potem pelje ljudi v to, da ali malo bolj zaupajo v sedanjo situacijo ali pa prihodno in potem v zvezi s tem potem svoje neke prosta finančna sredstva razporejajo. Knjiga je ena taka zadeva, ki ima v bistvu nadomestilo, ki ima, recimo v knjižnici dobiš pač praktično isti izdelek, pa isto knjigo lahko takoj po izidu in jasno, tisti, ki nekje v tem mejnem področju, tisti, ki so zapriseženi kupci knjig, jih tudi to ne bo odvrnili, če imajo pač jasno nek denar. Tisti, ki so pa mejni, jih pa to bo. Recimo, danes se tam pač z eno pogovarjam in se nekako pač to. Tisti, ki želi knjigo imeti, jo želi potem tudi fizično obdelovati s počrtvanjem in takim in drugačnim označevanjem in tak hoče knjigo tudi nadalje posedovati. Tiskom pa to ni nujno. Tisti, tudi knjige, ki jih je imel pa v lasti, je potem dosti nedotaknjene, prebrane, dal nazaj na polico, tak se ga potem mogoče pri določenih žanrih, to je pri določenih segmentih knjige, odloča za to, da jih pač ne bo več kupil in bo šel pač v knjižnico si sposoditi. To je pač jasno, ta usoda slovenske knjižne pokrajine, ki v bistvu omogoča bralcu, da pride do knjige zastonj, takoj po izidu. Zdaj, ta kriza se zelo dobro tudi pokaže v nekaterih grafikih, ki je naredila ena sodelavk gospodarske zbornice, oddelka za sekcije za založništvo. Ti grafi, če jih zelo nakratko z eno potezo roke opišem, izgledajo približno takole, to je padec pod kotom 45 stopinj, torej mislim, da bi morali priti indeksi že pod nično, zdaj tako rekoč zelo kmalu, ali so celo že prišli.
Ja, no, jaz citiram graf, ki je bil lani predstavljen na založniškem kongresu in je tudi nekje anticipiral dogajanje do konca leta 2014. Za zdaj pač te bilance še niso bile oddane, tako da to bomo videli recimo približno čez 3 mesece. Ampak recimo obdobje 2008 do 2013 imelo recimo približno tretjinski padec z ocenjenim padcem recimo v lanskem letu nekje vse skupaj na 40%. To pomeni, da založniški trg, to je denar, ki se v založništvu obrača v smislu produkcije in prodaje slovenskih knjig, je zato se zmanjšal. To pa jasno se potem posledično kaže na različnih nivojih, od splošnih poslovnih rezultatov podjetij, splošnega rezultata branže, splošne zaposlenosti v branži, splošni recimo kvaliteti osebja, ki ostaja v branži, recimo tudi največje založbe so določene, recimo leksikografske oddelke pač ukinile in tako naprej. In pač to so neka znanja, ki se potem recimo v gospodarskih družbah, ki se ukvarjajo z založništvom, zmanjšujejo ali pa se izginjajo in vprašanje tudi potem, ko se bo recimo mogoče kdaj to vse do neke mere revitalizirali, če se lahko to spet nadomesti. Ker to so recimo znanja, ki zahtevajo neko tradicijo in dolgotrajno prisotnost teh ljudi v teh poklicih, s katerimi dobijo potem izkušnjo, da lahko delajo neke zahtevnejše projekte, če tega ni, potem pač tudi če se recimo nekaj izboljša, se to ne da sanirati v nekem kratkem obdobju. Zdaj, ko jaz te številke predstavljam svojim študentom, ki vsaj nekateri računajo na morebitno preživetje s pomočjo založniškega dela, so malce zgroženi, in potem razmišljamo, kakšna je možnost razvoja, kaj bi se še dali tukaj narediti, oziroma kakšna je neka časovna perspektiva. Zdaj, ti veliko se ukvarjaš s časom, ampak tudi na koncu svoje knjige, to je recimo posebnost pri tovrstnih izdajanjih, na koncu svoje knjige ima samo celo vrsto predlogov, kako situacijo izboljšati. To je sorazmerno redko, ponovadi to si znamo konkretizirati, ampak tukaj nekako, pogledajte, koliko sem pameten, vem, zakaj so stvari narobe, kaj pa zdaj narediti, da bi bilo kaj boljše, ti nekaj teh konkretnih predlogov dajaš. Ampak zdaj, kakšne pa vidiš možnosti za pokrajino slovenskega založništva, recimo v letu 2020? Zdaj, po optimističnem scenariju, da so vsi tvoji predlogi sprejeti, ali pa po malce bolj realističen, ki ga lahko oceniš glede na preteklost. No, če sem realist, potem so te perspektive relativno slabe. Če sem pa optimist, je pa recimo veliko povezan tudi recimo z novimi ljudmi, ki bodo pa šli v to branžo v naslednjih letih. Recimo študentom, jaz, recimo, ker sem imel tukaj predavanja, sem imel dostakrat recimo med predavanji še en recimo diapozitiv, kjer sem recimo te bodoče iskalce zaposlitve na tem področju recimo prvo seznati iz moje osebne perspektive, kakšna znanja jaz recimo pričakujem ali pa želim imeti kot delodajalec. In recimo tukaj so recimo neke stvari, kjer so lahko mladi recimo zelo bistveno bolj konkurenčni od teh ljudi, ki so zdaj že več let ali pa 100 desetletij v tej branži. Recimo na bližajočem se kongresu knjige, recimo, ki bo junija, bo glavna tema družabna omrežja. Večina ljudi, ki je starejših od 40 ali od 50 let, se v tem segmentu recimo predstavljanja, promocije in tako naprej knjig ne spozna kaj dosti. Tukaj imajo mladi neskončno več možnosti, ker so že doma v tem okolju in tako naprej, da nekaj začnejo delati že zdaj, že danes, prvič na nekih osebnih, recimo na osebni državni mreži in tako naprej, ampak večinoma se študenti na take zadeve ne odzivajo. Recimo, dam jim tudi recimo predlog, klasičen program za postavljanje knjig, recimo InDesign. InDesign je recimo orodje, ki je na voljo na osnovni, to je domači spletni strani tega proizvajalca za 30 dni brezplačno. Vsakica je kot, dajte si to potegnem dol, dajte bi kot takle program preštudirati. Človek, ki pride v podjetje in v svoj CV zna napisati poleg Worda, interneta, pošiljanje mailov, kar se zdi zdaj že na nek način osnovno šolska izobrazba, tudi veliko prelom knjig v InDesignu. Izdelava e-pavo bo sigurno nekdo, ki bo bistveno bolj konkurenčen in bo bistveno lažji službo dobil. Pa je tukaj recimo zelo nek mešan odziv, mešana ideja, mešana ambicija in jasno, če človek zdaj se ne zaveda na takem recimo študiju, da je potrebno v bistvu, sploh če bo začel delati v neki manjši založbi, kjer recimo je
nekaj ljudi zaposlenih, ne, in ti ljudje delajo vse pač od izbire knjig na eni strani do razvažanja teh knjig v knjigane na drugi, da je tukaj nekje vključeno neko celovito znanje, ne pa samo en segment, ne, je še možno v velikih založbah. Potem, žal, oni ne upravljajo svoje domače naloge in te domače naloge, žal, ne morejo upraviti nobenem iz njih. Omenil si, da recimo so nekatere stvari generacijsko povezane, da so bolj dostopne mlajšim generacijam, ali mogoče v ta segment gre za vse zaenkrat še zmeri skoraj neobstoječ trg e-knjige v Sloveniji? Ja, razvoj e-knjige v Sloveniji se meni zdi neka zelo zanimiva tema. Ne? Mi smo recimo zdaj za prejšnjim mesecem dali na oba portala, tako Biblos kot MK, pač eno selekcijo naših knjig, ki smo jih v bistvu izdali v obliki s pomočjo subvencije javne agencije za knjigo, ne? Ki sicer je zelo nizka, 75 € na izdan naslov. Ampak dosedanji rezultati, ne, mi smo recimo dobili od Jaka 75 € za konverzijo v e-pub, ampak gledajo tudi, da imamo določene knjige relativno zahtevne, z opombami in tako naprej, grafičnim materialom, recimo je ta konverzija recimo stala moče tudi dvakrat več, ne. To je še 75 €, ne. In ne verjamemo, da bomo pokrili stroške s prodajo. Mislim, da sem s tem sem odgovoril na to vprašanje. Ne boste prodali knjig za 75 €. Ja, mislim, ali pa mogoče pa kateri bomo, pa kateri ne. Ta trg je pač v Sloveniji izgleda še precej bolj v povojih kot tudi po drugi celinski Evropi. Mogoče se bo razvil v naslednjih letih. Je pa dejstvo to, da se to pa recimo sem tudi doskrat študenti diskutiral, sem jih vprašal, koliko imate knjig na svojem e-bralniku, ne? Pa so rekli recimo več 100, 500, ok, koliko ste jih kupili, ne? Nobene, ne? In tukaj ta sprememba recimo nekih bralcev knjig, ne? Seveda tukaj govorimo predvsem o angleških knjigah, ne? V kupce knjig, ne? In seveda v tem primeru govorimo o kupcih elektronskih slovenskih knjig. To je velik preskok, ki vprašanje kdaj in kako ga bomo doživeli. Ker tisti, ki so zdaj v bistvu bralci in kupci e-knjig v angleščini, so ponavadi, recimo, jaz jim rečem tako inovatorski kupci ali pa kupci in bralci, ki hočejo knjigo takoj po izidu prebrati, recimo večinoma je to v angleščini, in oni ne čakajo na knjigo, da bo išla v slovenščini. Oni knjiga, ki je išla danes, in on ima čez 10 sekund, ne, ali pa čez 1 minuto že na svojem bralniku, ne. Knjiga preden izide v slovenščini, pa ponavadi je zdaj še razen v nekih izjemnih primerih še nek zamik med tiskano pa elektronsko izdajo. Ta človek, ki ga to zanima, ki spremlja neke trende, on je že zdavni pri knjigah, ki so išle let, a pa let pa pol kasneje. No, zdaj, ta trend, ki ga opisuješ, je pokazala tudi raziskava, ki smo jo pred kratkim upravljali, zdaj populistično rečemo že kar knjiga in bralci 5, ne, ki je pokazala, da med tistimi ljudmi, ki še berejo knjige in ki jih je nekoliko manj kot v prejšnji taki raziskavi, konkretno 3% manj, ne, zdaj število nebralcev je zraslo iz 39 na 42%, ampak tisti, ki še berejo knjige, jih 27% bere tudi e-knjige, a med vsemi temi, ki berejo e-knjige, jih manj kot 10% te knjige kupuje. Torej, e-knjige najbrž vsaj nakupno, če je to bralna avantgarda, ne, in to si pravilno ocenil, s tem se strinjajo v bistvu tudi tuje raziskave, ki kažejo, da so to najbolj intenzivni bralci. Prihodnost vsaj branja e-knjig ni zelo rožnata, kar je mogoče slaba novica za založnike, je pa mogoče dobra za knjigarne. Zato, ker pomeni, da mogoče ne bojo e-knjige toliko konkurirale tiskanim knjigam, kot smo mislili. Ampak zdaj knjigarne pa tudi, ne, zdaj je vprašanje, prav tako govorijo, da so v težkem položaju in zdaj mi je danes, ko sem razmišljal, kaj sem pogovarjala, mi je prišlo spomin, pa mi boš dopolnil, če sem se to narobe zapomnil, da si ti pred mnogimi leti dobil ponudbo od, mislim, da je bila to kmečka družba ali kako že, od lastnika prostora, ki je tam danes Expand, ki je Expand in še nekaj pripadajočih dejavnosti. In so ti ponudili, kaj pa, če bi ti tukaj naredil neko knjigarno v obsegu, če se ne motim 1200 kvadratnih metrov, zelo velik obseg, ne se lahko predstavljate, definitivno največja slovenska knjigarna in si nekaj časa si resno razmišljal o tej ideji, ker si ugotovil, da je v bistvu bi bilo fajn zaradi tega, ker investicija ne bi tako velika, ker knjig ni treba kupiti, ne. Jih vzameš na revers, tako rekoč, še neko jih prodaš, jih plačaš.
Malce se ti je pa zgodba zdela manj simpatično, ko si ugotovil, da uvožene knjige bi moral pa vsem plačati. Ne? Samo z domačimi pa takrat, pustimo, kaj bi bilo zdaj, ne? Če bi vse samo založbe tudi prodajal, morda bi lahko zapolnil, ne? Ampak samo z domačimi pa ne bi mogel tega prostora pokriti. Danes je seveda situacija precej drugačna, tudi poslovni modeli so drugi, ampak danes bi šel še manj v tak posel sklepati, tudi če bi dobil podoben prostor tako nekoč za stol. Ja, takrat smo se o tem resno pogovarjali, ne samo v tem kontekstu, da bi to samostojno naredili, ampak tudi, da bi to naredili v sodelovanju z Mladinsko knjigo. Ja. In mi smo potem takrat pripravljali neke cele poslovne načrte in tako naprej, to je bilo dejansko še v fazi konjunkture. In se potem Mladinska knjiga ni tle odločila, da bi na taki lokaciji delala knjigarno. Drugač pa ja, knjigarne so zdaj pred velikimi izzivi na eni strani, ne, to imajo ta problem kupcev, ne, pa stalnih strank, ampak na drugi strani sem prepričan, da imajo še tudi veliko prostora za izboljšanje. Ne. Že pred leti sem recimo citiral svoje osebne izkušnje, ne, ko sem recimo šel v Londonu v kjerkoli knjigarno, pa sem ob nakupu, potem so me poprašali, recimo, če jim pustili še svoj internet naslov. Ne. Waterstone, recimo, si jim dal naslov že, mislim, da 7-8 let nazaj in mi še zdaj pošiljajo ponudbe, praktično moče ne bi vsako tedensko, ampak na 2 tedna. V Sloveniji nisem dobil še nobenega tazga vprašanja ob nakupu knjige. Ne. To je, v bistvu, vsi knjigarne tako drugač ne prizadevajo zgraditi lojalne baze kupcev, to je kupec, ki ti že enkrat pride na blagajno. To ti je najbolj zanesljiva stranka, ne? Večino ljudi ga itak, če je ta knjigarna pozicionirana nekje na ulici, ne? Recimo večino ljudi gre mimo. Ne? Eni vstopijo noter, pa nič ne kupijo. Eni niti ne pogledajo, malo sem se sprehodijo. Eni vzamejo neke knjige v roke, pa nič se ne odločijo. Ne? Eni pa kupijo. In to je dejansko najbolj zanesljiv prihodna stranka, prihodni kupac. In zdaj, če ti te stranke ne poskušaš nek način v svojo neko to poslovno mrežo zapeljati, potem si pa zgubil priložnost. Mogoče pa šel naslednjič čez pol leta ali pa čez 1 leta, šel pa neko drugo knjigarno, kolikor pa ti imaš v nekem tej svoji bazi podatkov, ki ga vsake toliko časa nekje prijazno pominjaš, ne, že tukaj si na neki prodajni aktivnosti. Ne. Drugo je recimo ta situacija, recimo, ki se je že tudi v Sloveniji doskrat recimo prediskutirala, pa na koncu v bistvu ni bilo nič iz nje, ne, recimo je kava in knjiga. Ne. In je recimo v Sloveniji se nekako spostavlja ta neka mantra, da to ni pomembno. Ne. Ali pa da je to minimalno pomembno. In zdaj imamo recimo kakšne nove knjigarne, se odprejo, ne, in jasno, ki je treba kavo imeti, ne, potem je tam kavomat, ne, recimo. Ne. V knjigarni imamo kavomat in po možnosti si lahko potem en tak loček tam kavo not natočimo in jo potem tam pijemo stoje. Ne. Potem, ko jaz to vidim, potem se mi zdi čudno na te ljudje, ki so pač o tem razmišljali, niso bili nikoli v eni večji knjigarni, recimo v Londonu, ki je res preko 2 ure stran z avionom, pa karte so poceni, ne, zdaj, kad nizkocenovni prevozniki tja letijo, tam je v bistvu dejansko kavarna, nek tak integralni del, ki poskuša v bistvu tudi že samo svojo kvaliteto loviti ljudi, ne, in jasno potem v sklopu njihove dodatne ponudbe kavarne tudi knjigarna, ne mogoče obratno, ne. Tako kot recimo se reče po televiziji, ne, da je treba nekako zapolniti prostor med oglasi, ne, neko vsebino, ne, recimo, če malo banaliziram, ne. In recimo, kljub temu, da so nekje te zadeve jasne, da ti lahko recimo z neko dobro ustoječo ali pa dobro gotojočo kavarno pokriješ praktično stroške vsega osebja in potem ti pa recimo ostane samo še strošek najema ali pa kaj podobnega, se ti koncepti enostavno v Sloveniji ne prebijajo. Ne. Bom povedal recimo en lep primer recimo kavarne, kulturne kavarne, ki funkcionira. Ne. Recimo pred leti je imela Slovenska kinoteka v upravljanju Kinodvora. In tam zaradi nekih razlogov nekako ob odprtju tega kina niso uspeli kavarno vzpostaviti. In potem je bilo to cel čas neki problemi, pa so neki zasilno to delali in tako naprej. Ne. In v glavnem na koncu so oni ta kino zaprli. Ne. In potem ga pa prevzel sedanji javni zavod Kinodvor, ki je iz te kavarne, pa tudi iz celega kina naredil pač nek prostor druženja, pa dogajanja. Ne. In tista kavarna, pač kadarkoli jaz pridem tja, je
mislim, ne polna, ampak je zasedena, ne, vse do neke mere. In nek tak prostor, recimo, ti lahko potem tudi to, kaj je tvoja osnovna dejavnost, ne, tam je predvajanje art filmov, ne, kar je že dosti primerljivo, recimo z neko knjigarno, ne, ti lahko doda to dodano vrednost, ki potem tudi ljudi navaja k temu, da bojo se tja vedno znova vračali in tam potem poleg preko te kave, preko si gledovali filme, pa še knjigarno imajo tam, ne. Tako je, ker se tudi že zelo poznano, so zadnje kinotvorov obisk iz leta v leto raste, za razliko od Koloseja, recimo, ne. Ampak bomo šla zdaj v filmske teme mogoče, ne. Med drugim se mi zdi, da sem s kotičkom očesa opazil, da tukaj je krožil nek listek in so se ljudje opisovali morda s svojim elektronskim naslovom, da so povabljeni tudi na naslednje prireditve, ali se mogoče motim. Nekaj takega, vidiš, kakšna je še zdaj, v kakšni avantgardni knjigarni smo se znašli. Rešitev je to enostavna, tisto predavalnico zraven spodnje knjigarne bomo zaprli, spremenili v kavarno in biznis bo stekel. Zdaj, manjše težave so zdaj mogoče še v iskanju ravnovesja med javnim in zasebnim, tako kot v Sloveniji nasploh, ampak pustimo to. Ampak treba se je učiti s primerom dobre prakse. Hotel sem pa to reči, zelo mi je žal, te zdaj opozarjam, ne vem, če si kdaj zapisuje eno zgodbo, ki jo jaz ogromno krat povem. Namreč enkrat in ki zelo dobro pokaže nekaj, kar je omenil tudi Orlando. Enkrat je bil po mojem kongres založnikov, kjer je, kako bi se temu rekli, siva eminenca, ali pa kar, ne siva, kar javna eminenca slovenskega založništva, Milan Matos nekaj govoril gor in dol in si ti rekel, prostite gospod Matos, jaz gledam tole vašo knjigarno konzorcije, pa vidim, da vi knjige v resnici ne zaupate, v pritličju imate pisarniški material, v drugem nastropju imate politično stranko, in je Matos postal v škrlaten in za nekaj humor je začel izražati, ampak bottom line dejstvo je bilo seveda točno to, da on ni zaupal knjigi in tudi ni tako verjel v knjigo, da bi dal vsaj pisarniški material v prvo nadstropje, da bi se ljudje morali med knjigami sprehoditi do svojega tako zaželenega pisarniškega materijala. Torej, najbolj je tle res, mislim, ta vera v knjigo, ki je prej Orlando poudaril, je res mal en tak sestavni del tudi tega posla. To ne more biti, it's not only business. Konzorcij se je v zadnjih, recimo, 5 letih v tem smislu precej spremenil. Tako da, recimo, vse tukaj imam neformalne podatke, se je precejšen del njihove celotne prodaje, recimo, to mogoče četrtina ali pa tretjina, odvije zdaj v pritlični lokaciji, ne glede na to, da je tam zelo malo, recimo, knjig prisotno, po količini. Je pa dejstvo zdaj nekaj drugega, kaj veliko bomo videli, kaj bo recimo nadaljnji razvoj na tem področju pa nesel. Če smo recimo na začetku recimo 90-ih, pa tudi srednjih 90-ih, so knjigarne, sploh recimo te, ki so bile v povezavi z DZS, so imeli tudi pomemben del papirniške galanterije, pa je potem to počasi začelo upadati recimo v zadnjih 10 letih. Jaz osebno opažam zdaj v knjigarnah spet počasen porast ali pa naraščanje tega neknjigarniškega materiala. Zakaj? Zato, ker je jasno, kot kaže, lažje prodati v knjigarni ne knjigo, to je nekaj drugega, to je, kar ni knjiga, in drugo je to, da so tam razlike v ceni, to je na prodani 10 €, recimo tam knjigarna zasluži več. Te trendi me osebno zelo skrbijo. Zakaj? Če govorimo o knjigarnah, ki so v lasti založnikov, je logično, da bodo te knjigarne namenjale pač dobršen del prostora knjigam lastne založbe. Na drugi strani se bojo, ali pa se veliko veča, recimo obseg ali pa prostor, ki ga zaseda neknjigarniški program. Ostane še zelo malo prostora za knjige, ki niso iz te založbe. In recimo v določenih knjigarnah, recimo sploh ti, ki so malo manjše, je recimo zelo težko sploh zdaj videti nek celovit pregled, ne sploh tega, kar je na založniškem trgu obstaja, ampak tega, kar v bistvu sploh je v smislu novitetično, tudi tega ni. In to pomeni, da jasno se to recimo tudi na Hrvaškem, recimo smo temu priča, ker je pa šlo do neke velike koncentracije znotraj 2-3 založb. In jasno, to so trendi, ki potem ne na dolgi, ampak že na srednji ali pa kratek rok diskriminirajo recimo manjše založbe in praktično onemogočajo njihovo poslovanje, če niso jasno te založbe vezane na neki javni tok denarja. Na tem temelju imaš tudi v knjigi postavljeno eno, po mojem mnenju, dokaj izvirno in dokaj natančno delitev slovenskih založb v dve skupini.
odvisne in neodvisne. Ja. Tukaj ne gre za politične orientacije, kot bi to razumeli pred letom 1991, ampak so odvisne založbe tiste, ki nimajo svojih lastnih knjigarn. Ja. Seveda je pa založb z lastnimi knjigarnami v Sloveniji zelo, zelo malo in še od teh, ki jih imajo morda eno ali dve v Ljubljani in bližnji okolici. Zdaj, glede na to situacijo, ki si jo zdaj opisal, ali je morda rešitev, bi bila rešitev v vzpostavljanju kakšne neodvisne knjigarniške mreže? Jaz vidim, recimo, to je zdaj jasno, taka neodvisna mreža je nujno povezana potem s takimi ali drugačnimi javnimi injekcijami, bodi si na nivoju države, bodi si na nivoju mest, lahko bi to funkcioniralo tudi na nivoju povezave javne, torej državne infrastrukture pa lokalne, ne. Tako da recimo v tem smislu imam veliko bolj enostavni, veliko bolj učinkovit cenovno gledano, ne, predlog recimo na koncu knjige, ki se tiče recimo stimuliranja nastajanja dobrih spletnih knjigarn. To je recimo v smislu financ, ki je potrebno za vzpostavitev neke dobre spletne knjigarne, je to minoren denar primerjavi s tem denarjem, ki ga recimo zdaj JAK ali pa javna infrastruktura daje za promocijo dogodkov v knjigarnah, učinki bili pa veliko večje. Neke celovite knjigarne z ponudbo vseh naslovov, ki bi bili pa bližno enakovredno tam razpostavljeni pa predstavljeni, pač v Sloveniji trenutno ni. Enka je seveda največja knjigarna in ima seveda na zalogi praktično vse knjige, ki so v ponudbi v Sloveniji, ampak če govorimo o tem, katere knjige so tam izpostavljene na prvih nekih straneh, so to jasno večinoma založbe, knjige, založbe Mladinska knjiga, te recimo ali akademske ali pa manjše založbe so pa potem nekje jasno skozi iskalnik dostopne, ampak to moraš pa potem že vedeti, da to knjigo iščeš, kar pomeni, da tukaj gre potem že za nekega kupca, bralca, ki je že bolj podrobno seznanjen s tem, kaj išče, ne pa za nekega, ki sploh išče, če bi kaj kupil. Ta problem je zelo dobro opisal in ti si ga, če se ne motim, citiral Slavoj Žižek, ki je rekel, da on sovraž fizične knjigarne, da ne rečeš kupuje na spletnih knjigarnih, če gre v fizično knjigarno, razen tiste knjige, po katero je prišel kup še 20 drugih, ki ga spotoma zamikajo. Medtem ko na spletni knjigarni je ta nevarnost bistveno manjša, zato ker ni toliko izziva in tri ti že uspejo priporočiti, tako da jih vidiš, potem ki kupuješ, ampak kaj več pa ne. Ja, recimo neka spletna knjigarna, ki bi enakovredno ponujala knjige ne glede na založnika, to se mi zdi neka, recimo, dobrodošel dodatek obstoječi knjižni ponudbi. Je pa dejstvo to, če gledamo na nivoju proračunov JAK-a, tista leta, ki dajo denar za promocijo knjigarne, so to sredstva na nivoju 150 000 evrov, kar te zidane knjigarne poberajo ta denar, pa v bistvu vidnih učinkov iz tega ni, se jaz jih pač ne vidim. Na drugi strani, če pa 150 000 evrov dali v infrastrukturo postavljanja nekih takih spletnih knjigarn, bi pa definitivno tukaj bili recimo vsej z dvema ali pa tremi knjigarnami zelo dobro poskrbljeni in bi imeli recimo ta trg, ki bo pa rasel. Ker treba je vedeti to, da veliko ljudi v Sloveniji ima knjigarno, pravo knjigarno relativno daleč. Ima recimo v bližini recimo neko večjo trgovino, tako imenovan hipermarket, kjer je recimo nabor potem nekih več po najbolj izpostavljenih knjig, parih založb. Ampak če govorimo o knjigarni, ki ima pa recimo 10 000 knjig, to se mora pa že nekam odpeljati. In recimo tak človek bo mogoče, se bo sem pa kje odpeljal, potem bo pa tudi prek spleta kupil, recimo če govorim tudi o lastnih izkušnjah, recimo kaj imamo mi prodaja preko spletnih knjigarn, to so večinoma ljudje, ki niso iz Ljubljane. Večinoma so iz manjših krajev in tako je pa potem veliko bolj enostavno, sploh če je jasno ta spletna knjigarna dobro oblikovana in dobro organizirana. Dobro oblikovana pa organizirana pa pomeni to, da recimo si lahko ta uporabnik knjigo tudi potem se pogleda, tako kot recimo na Amazonu, da lahko prelistaš to knjigo, da ima recimo ta knjiga, če recimo obstaja neki intervju, recimo da je bil avtor tukaj na obisku ali pa je domač avtor, da ima v bistvu neke video posnetke za tiskovnih konferenc, recimo tudi stazgala dogodka, to bi recimo bi komod lahko bil kot nek dodatni material. In potem jasno se ti lepo doma iz naslonjača lahko že za marsikjo knjigo odločaš. Za tega pa v bistvu dejansko v Ameriki, je ta tradicija kataloškega nakupa, je pač potem po Amazon, kot potem tudi spletna prodaja knjig funkcionira.
Zdaj ta koncept spletne knjigarne, ki ne bi bila v lasti enega založnika, zdaj sicer imamo nekako 2 spletne knjigarne, ampak sta obe v lasti 2 velikih založnikov, vsaka od enega, ne. Se zdi na prvi pogled sicer zelo mikavno, ampak pred nekaj leti je Javna agencija za knjigo naredila neko pobudo o distribucijskem centru za knjige v javnem, pa tudi v drugem interesu. Takrat smo delali s študenti pri enem izmed predmetov neko anketo med založniki, kaj si mislijo o tej pobudi po celi vrsti parametrov, 24 vprašanje je bilo. Naša kolegica Patricija Rupar, če jo kdo pozna slučajno v publiki, je to se odlično analizirala, Javna agencija za knjigo je plačala je to raziskavo in je pol iz te raziskave izhajalo, da zato mali založniki niso zainteresirani. Meni se je to logično in jaz ne vidim nobene, to govorim iz osebne perspektive, nobene prednosti v skupnem distribucijskem centru. Ker mi smo recimo imeli pri distribuciji naših knjig, smo imeli izkušnje že z raznimi podjetji, ki se specializirano ukvarjajo s tem, da distribuirajo knjige po knjižnicah, zato imamo profesionalnega distributerja in po knjigarnah. In noben ne more biti tako učinkovit in dober pri distribuciji knjig v recimo knjigarne, kot smo lahko mi. Nam je najbolj v interesu, da gledamo, če je naša knjiga dejansko v konzorciju en dan potem, ker recimo je pošla, da je spet tam. Nekdo, ki ima pa na razpolago veliko knjig, on pa gleda svojo generalno kalkulacijo, njega knjiga po knjigo ne zanima. Ne verjamem, da se da tudi neke velike prihranke iz tega recimo narediti. In še nekaj, distribucija knjig ne pomeni prodaja knjig. Ti lahko knjigo distribuiraš na 100 koncev dodatno, ampak to ne pomeni, da bo kupljena. Mene zanima, če govorim iz pozicije založnika, infrastruktura, ki meni omogoča večjo prodajo knjig. In to je to, kar recimo nekje mi, založniki, potrebujemo več prodajnih kanalov. Govorim predvsem o založnikih, ki v bistvu nimajo lastnih knjigarn, pa nimajo razvitih veliko drugih prodajnih poti, recimo velike založbe, recimo Modrijano, recimo močno neknjigarniško, recimo lastno prodajo z tako imenovanim calling centrom. Oni so v bistvu to samo zadostni v tem smislu. Ampak jasno, vsi nismo pa šli na ta nivo, niti ne bomo. In recimo, mi imamo veliko prodajne kanale, ker nam zanesljivo prodajo neke knjige, neko število knjig. Če je to 5 knjig, je to 5 knjig po samem državnega slova, če pa 20, je pa 20. Nekdo, ki nam pa sam knjigo dostavi, nekam nam ni pa nič naredil. Tudi če je to naredil malo cenej. Zdaj v povezavi s tem se seveda odpira še eno vprašanje, ki mu tudi posvetiš kar nekaj prostora in to je nekako, če rečem malo pretirano promocija knjige, ki se dogaja na različnih nivojih, od prisotnosti knjige v javnih medijih pa do, in ti imaš tukaj celo vrsto pripomb, zlasti ta del je morda celo, bi se rekli, najbolj polemičen, onkraj založniškega okolja, namreč imaš celo vrsto pripomb na obravnavo knjige v slovenskem šolskem sistemu. Aha, šolski sistem, ki si govoril si o promociji knjige. No, mislim, to je en izmed možnih mehanizmov. Knjiga v šolskem sistemu jo gledam tudi v kontekstu tega, kako šolski sistem poskrbi za bodoče bralce, kako recimo kultivira bodoče bralce. Tukaj jasno izhajam iz javno dostopnih podatkov ali pa podatkov, do katerih sem prišel za neko osebnim angažmajem, kot naprimer recimo povprečje za Ljubljano, kar se tiče bralne značke, je recimo približno 45% osnovnošolcev v Ljubljani konča bralno značko, od 1. do 9. razreda. In jasno, povprečje, vemo, kako je statistiko. Eni jejo Segedin, oziroma eni jejo naslov, povprečje jemo pa vsi Segedin Golaš. Jaz sem potem pri bralni znački preveril, recimo, kaj je znotraj tega povprečja, kaj se dogaja? Odgovor je bil naslednji. Ene šole imajo samo 15%, druge pa 75%. Že tukaj je recimo taka 5-kratna razlika znotraj enega takega majhnega območja, kot je Ljubljana, kaže na to, da je tukaj vse zelo individualno pogojeno. Eni učitelji slovenščine so v stanju nekje privzgojiti ali pa vse navdušati recimo 75% učencev, da končajo bralno značko od 1. do 9. razreda, drugi samo 15%. Med temi 75% sem pripričan, da bo potem tudi v nadaljevanju veliko več ljudi brali. Potem jasno je veliko osebnih izkušenj. Imam 3 otroke, recimo mlajša je zdaj v 4. razredu, ta starejša 20 konec osnovne šole, oziroma nekje sredina srednje šole. Recimo
ta starejši sin je imel lani, ne, recimo v okviru svojega obveznega domačega branja 4 drame. To je bil njihov recimo letni program. Ne. In zdaj, ne, po raziskavi, ki smo jo v bistvu lansko leto izvedli, odrasla publika v 4% bere drame. Zdaj si pa predstavljali to, ne, da recimo dajo pa nekemu prvošolcu oziroma dijaku prvega letnika 4 klasične drame za prebrati, ob tem, da ta drama ni spremljena niti z ogledom drame v živo, niti z nekim kontekstualiziranjem in tako naprej. In zdaj ne ta fant, ne, ali pa punca, ali pa govoril bom o fantu, ne pa zdaj on z veseljem bere. Ja, mislim, to je nemogoče, ne. In jasno, rekel, to so pa na koncu formativna leta, ne. Recimo, srednja šola je ključna. Do konca osnovne šole je ta, recimo, šolski izobraževalni sistem še nekako, recimo, funkcionira, srednja šola so pa formativna leta in takrat se v bistvu potem veliko teh bralcev zgubi in jih ne moš nikoli več dobiti. Fakulteta je že potem, grejo ljudje na razne fakultete, unike ostajajo nekje v družboslovju, je drugače, ne, ampak veliko jih ne ostane, ali pa niti ne študira in jih pa veliko zgubimo, se to pa potem kažejo preko te nadaljne rezultate. Ne. Kot rečeno, to je najbolj zelo zapletena tematika, zdaj se lahko spominjam še izjave enega od kolegov z te fakultete, Tomo Virka, ki je vstopil v maturitetno komisijo z velikimi načrti, kaj v sebi spremenil, in potem 2 leti kasneje mi izkušeno rekel, da je čisto pri vsaki stvari so ga starejši člani, ali bi se rekli bolj rutinirni člani komisije, potopli z argumenti, ki jim ni znal ugovarjati. Velikokrat smo tudi v založništvu v takej situaciji, zato mogoče za zaključek, na besedo publike, še vprašanje o stvari, ki jo je tudi omenil že Orlando, in to je, zgodila se je neka sprememba, morda je sprememba, morda ni, je sprememba na boljša in na slabša, skratka zakon o enotni ceni knjige. Rezultatov merljivih, kaj je povzročil, še nimamo, kakšne rezultate pa napoveduješ? Ali pa kakšen se ti zdi zakon, kot je bil sprejet? O tem smo že tudi nekaj diskutirali, ta zakon v tej obliki je neke vrste kompromis. 6 mesecev je recimo zdaj neka doba, ki neke bistvene spremembe po moje ne more prinesti. Lih v povezavi s tem, ne, zdaj prve knjige so že išle iz tega zakona. Recimo, mi smo si recimo naredili v podjetju za vse knjige, ki smo jih izdali po uveljavitvi zakona, smo si naredili lepo listo, kdaj je prvi dan, ko jih lahko recimo mi začnemo držati po svoje, in zdaj se bomo pač odločali, bomo potem te cene začeli spreminjati, odvisno od knjige, odvisno od tega, koliko jo imamo na zalogi in tako naprej, tako da tukaj bomo potem preizkušali, eksperimentirali. Jasno, rekel, ta zakon je, njegova ideja je bila v tem, ne, sej jaz gledam to, da se ljudi poskuša vrniti nazaj v knjigarne. Knjigarna se mi zdi v prihodnosti ključna prodajna točka, zidana knjigarna, še dne ključna prodajna točka za knjige, oziroma tudi za kultiviranje bralca in kupca knjige. Zato, ker knjigarna, če je kvalitetna, je pač edina, ki nudi, ne, rekel, celoten nabor knjige in omogoča tudi to naključno, da naključno najdeš določene knjige. Ne. Tako da v tem smislu se bo pač te pozitivne učinke še lahko, recimo, mogoče v toku letošnjega pomladi ali pa letošnje jeseni videli, a je to dejansko povzročil neko spremembo. Jasno, pa nas je recimo v zadnjih 10 letih se je pojavila ta vzporedno zmeraj bolj močna prodajna pot, prodaja knjig, predvsem teh broširanih izdaj v hipermarketih, ne, ki je začela v bistvu tej osnovni knjigarniški torej prodaje knjig v knjigarnah odžirati en del, čeprav dejansko je ta prodaja knjig v hipermarketu neko nadomestilo te prejšnje akviziterske prodaje. Tako da se mi zdi, da v tem smislu 6-mesečni odlog ni recimo nekaj, kar bi bistveno spremenil. Če bi hotel recimo knjigarne jasno okrepiti, bi ta rok mogel biti daljši, mogoče 9 ali pa 12 mesecev. Se mi pa zdi škoda, da se pa ni uveljavitev tega zakona hkrati pospremili z neko recimo nacionalno kampanjo za večjo prodajo knjig. V zadnjih 25 letih so praktično vsa ministrstva imela na vse mogoče teme razne nacionalne kampanje, recimo kampanje, ki bi recimo spodbujala kupovanje slovenske knjige, ne, lahko slovenskega avtorja pa slovenske knjige na splošno, pa praktično nismo imeli. In recimo to je bil nek moment, ki bi lahko recimo na eni strani
je tle država si vseeno vzela pravico v svoje roke in intervenirala na trgu. Ne. In pač zdaj, to je v bistvu bil, kako gledamo, administrativni ukrep ljudi, ki v bistvu ne delajo operativno v založništvu. Jaz pravim na nivoju teorije, če država intervenira v nekem smislu na neko področje, ki na nek način funkcionira, potem je smisel, da poskuša potencialne negativne učinke iz te intervencije tudi kompenzirati še s kakšnimi drugimi ukrepi. In to bi lahko enostavno naredila in bi mogoče potem za celotno založništvo nekaj naredila, pa če naredila samo eno stvar, ki pa dejstvo to ne koristi vsem. Bomo pa videli, če sploh komu koristi. Okay.